kaj storiti, ko pridejo izzivi v naše življenje. Ko smo v kontrastu, v nasprotju ali izzivu, ali občutimo nekaj slabega, takrat nam ni prijetno. In prav ta posnetek nam bo dal olajšanje. Ta posnetek nas bo osvobodil vsega tega. S pomočjo tega posnetka bomo občutili olajšanje. Naučili se bomo vse svoje kontraste, vsa svoja nasprotja in izzive spremeniti v ekspanzijo. Spremeniti v svojo rast. Prav zaradi vseh teh stvari, ki se nam dogajajo, lahko postanemo še boljši in boljši. In kdo si ne bi tega želel? Vidimo, da vsi kontrasti, vsa nasprotja, vsi izzivi, ki se nam dogajajo, so le del našega ustvarjanja. Na ta svet nismo prišli zato, da bi bilo vse popolno, da bi bilo vse perfektno. Ko je vse popolno, takrat je igra končana. Takrat nam ni potrebno ničesar več storiti. Naša igra življenja se nikoli in nikdar ne zaključi. Nikoli se ne bo končala. Vsak dan postajamo boljši in boljši ljudje. Vsak dan se razvijamo ter rastemo na svoji poti. Ko to postane naše prepričanje, takrat začnemo na življenje gledati povsem drugače. Na vsa nasprotja, na vse kontraste in izzive, ki se nam dogajajo v našem življenju, ne bomo več gledali kot na nekaj slabega, ne bomo jih imenovali kot slabo dogajanje, temveč jih bomo začeli gledati kot na priložnost za lastno rast, priložnost za našo ekspanzijo. Pomemben je naš pogled na samo življenje in kaj bomo mi storili s tem, kar se nam v danem trenutku dogaja. Le mi smo tisti, ki smo odgovorni za vse to. Ko bomo razumeli vse svoje kontraste, nasprotja ali izzive, takrat bomo z vsakega kontrasta, z vsakega nasprotja ali izziva potegnili maksimalno največ. Zato se prenehajmo upirati kontrastu, prenehajmo se upirati nasprotju in vsakemu izzivu, ki pride v naše življenje. Ne sprašujmo se nenehno, zakaj se nam to dogaja, ali moram imeti vse te kontraste, ali so potrebni vsi ti izzivi v našem življenju.
Ko se vse to sprašujemo, je enako, kot če bi se spraševali, ali mora biti danes noč. Zakaj je noč? Mora biti temno. Ko razumemo kontrast, ko razumemo nasprotje, se zavedamo, da je le noč in ta noč nima nič slabega v sebi. Noč ima svoj namen. Za njo ponovno pride dan, ki ima ponovno svoj namen. In ravno tako ima vsak naš kontrast, vsako naše nasprotje, ki pride v naše življenje, svoj namen. Vsi ti naši kontrasti, nasprotja, služijo le temu, da pošiljamo želje, ki jih nismo do takrat imeli. Kot bi bili na trampolinu, nenehno se naše želje dvigajo v nebo. V tistem trenutku, ko se nam zgodi kontrast, ko se nam zgodi nasprotje, takoj v tistem trenutku že pošljemo svojo željo, pošljemo nasprotje, kaj si želimo, da ta kontrast mine. Kaj si želimo, da tega kontrasta, tega nasprotja ne bi več bilo. Človeško je, da ko se nam zgodi kontrast, da ko se nam zgodi nasprotje, da smo razburjeni. To je popolnoma normalno. Ne obremenjujmo se zaradi tega. Kaj lahko takrat storimo, ko pride do težkih trenutkov v našem življenju? Ko se nam zgodijo ti kontrasti, ko se nam zgodijo ta nasprotja. Najprej sprejmimo kontrast, sprejmimo nasprotje, sprejmimo to situacijo prav takšno, kot je. Zakaj bi se vsemu temu upirali? Zakaj bi dajali moč temu ter svojo pozornost? Mnogokrat imamo prepričanje, da je sprejemanje enako kot odobravanje. Vendar ni. Sprejemanje je tisto, ki nas vodi k spremembi. Sprejemanje je korak k spremembi. Tudi odvisnik, ki ne sprejme in ne prizna, da je odvisnik, ne more prenehati biti odvisnik. Zato na tej prvi točki sprejmimo trenutno situacijo takšno, kot je. Karkoli se nam je zgodilo, pa ne bo še tako težko. Vedimo, da bo enkrat minilo. Takrat se le ustavimo, naredimo globok vdih in izdih, ter si le recimo: ok, sprejemam to situacijo, sprejemam vse, kar se mi dogaja.
Sprejemam ta trenutek. Sprejemam to situacijo prav takšno, kot je. Ponovno vdihnimo in izdihnimo. Sprejmimo to, kar se nam dogaja. Zdaj se pa zazrimo vase, poglejmo vase, preverimo sebe ter se zavedajmo svoje lastne odgovornosti. Mi sami smo tisti, ki lahko nekaj storimo. Ali še vedno čutimo upore v sebi? Še vedno čutimo nesprejemanje? Se še vedno upiramo vsemu temu, kar se nam je zgodilo? Mogoče da, to pa zato, ker smo tako naučeni. Vendar to lahko zdaj, v tem trenutku, spremenimo. Zazrimo se zdaj v svoje misli. Poglejmo v sebe. Kam se fokusiramo? Kam se osredotočamo v tem trenutku? Kakšne so naše misli? Kam se osredotočamo? Se temu še vedno upiramo ali to sprejemamo? Kam se osredotočamo? Se osredotočamo na težavo ali na tisto, kako bi jo lahko rešilo? Na tisto, kar nam bo koristilo? Smo hvaležni za vse to, kar imamo v tem trenutku? Bodimo pošteni do sebe. Vidimo, da bi nekdo vse naredil, da bi imel lahko vse to, kar imamo mi v tem trenutku. Iskreno poglejmo v sebe. Kje so naše misli? Na kaj mislimo? Na kaj se osredotočamo? Še vedno mislimo ter se osredotočamo na vse to, kar se nam je zgodilo, na vse to, kar nam ni všeč? Še vedno dajemo pozornost vsemu temu, kar želimo, da bi čim prej minilo. Kakšna so naša globoka prepričanja?
Zakaj se zaradi tega krivimo? Zakaj mučimo sami sebe? Dobro razmislimo. Naredimo vdih in izdih. Ko dobro prečešemo, prekopljemo svoje misli ter svoja prepričanja, bomo detektirali ter se zavedali, kar se nam dogaja, ter se dobro zavedali svoje odgovornosti. Odgovornosti, da smo le mi tisti, ki smo odgovorni za vse naše misli, za ves naš fokus. Le mi smo tisti, ki dajemo stvarem pomen. Le mi smo tisti, ki se lahko vsak trenutek odločimo, kaj bomo mislili in na kaj se bomo osredotočali. Vedimo, da mi ne stagniramo, vendar le ustvarjamo in ustvarjamo sleherni trenutek. Ko pride do osvoboditve, do olajšanja, ko to resnično sprejmemo, takrat je to znak. Takrat začutimo olajšanje. Takrat začutimo, da prihaja sprememba, da se bo nekaj spremenilo. Prav olajšanje je prvi znak, ki nam kaže, da bo prišla sprememba. Ko sami sebe sprašujemo, kdaj bo sprememba prišla, kdaj se bo zgodilo to in to, kdaj bo prišlo, takrat nismo priča spremembi, temveč priča pomanjkanju, ker nas skrbi. Skrbi, da se nekaj ne bi zgodilo. Kajti vsa naša pozornost, naš fokus je nad tem, da spremembe ni. In spet vibriramo v pomanjkanju in do spremembe ne pride. Življenje samo je pot in ni manifestacija. Življenje samo je potovanje in potovanje je tisto najbolj pomembno in ne nas cilj. Vse tisto, kar mi doživimo med samim potovanjem, vse tisto, kar čutimo, vse tisto, kar se nam zgodi, vse to je pomembno. Najbolj pomembno pa je, da spremembe občutimo že prav zdaj, v tem trenutku. V tem trenutku občutimo, da vsakič, ko bodo prišli izzivi, smo mi že poslali svojo prošnjo in se le prepustimo ter zaupajmo, da se bo zgodilo najboljše.
Trenirajmo, da že v sredini kontrasta, v sredini nasprotja lahko občutimo olajšanje. Ne se zapletati preveč v svojih mislih, ne preveč premišljati ter analizirati. Učimo se le sprejemati ter tako kontrolirati svoja čustva ter svoje misli. Če tega ne bomo živeli ter to delali, tega tudi ne bomo videli. Zavedajmo se, da stvari vedno delajo za nas. Zavedajmo se in vedimo, da stvari vedno delajo za naše najboljše dobro. Stvari vedno delajo za moje najboljše. Stvari vedno delajo za moje najboljše. Vsak kontrast, vsako nasprotje, vsak izziv je le prikrit blagoslov. In to je le tema, tema pred svetlobo. Kako si lahko pomagamo, kaj lahko storimo v trenutku, ko čutimo kontrast, ko čutimo nasprotje, ko čutimo izziv. Kaj si lahko storimo, da bi med tem občutili olajšanje? Takrat si začnimo pripovedovati novo zgodbo. Zaprimo oči ter vizualizirajmo takšen izhod, kot si ga želimo. Takrat si ponavljajmo afirmacije, ki bodo dvignile našo vibracijo. Začnimo meditirati. Poiščimo tisto, kar nam najbolj koristi. Tisto, v kar mi verjamemo. Tisto, kar z nami rezonira. Ko bomo vse to razumeli, takrat bodo vsi kontrasti, vsa nasprotja, vsi izzivi postali le del zgodbe in nanje ne bomo gledali kot na nekaj slabega. Torej, prvič, sprejmimo trenutno situacijo, ki se nam dogaja. Drugič, zazrimo se v sebe, poglejmo v sebe ter poiščimo lastno odgovornost. Spremenimo sebe od znotraj. Tretjič, sebe menjajmo ter tako občutimo olajšanje. V svojem srcu občutimo mir ter spokoj. Le zaupajmo ter vedimo, da se bo zgodilo le tisto, kar bo za nas najboljše.
osvobodimo sebe ter občutimo olajšanje. Zaupajmo življenju, zaupajmo sami sebi, zaupajmo brezpogojni ljubezni, zaupajmo stvarstvu, zaupajmo Bogu. Vedimo, da nas vedno nekdo čuva, ter da vedno nekdo skrbi za nas. Vedno smo varni, vedno smo vodeni in vedno smo ljubljeni. Božja ljubezen je vedno z nami. Vedno smo varni, vedno nas nekdo čuva in skrbi za nas. Vedno smo varni, vedno smo ljubljeni in vedno smo vodeni. Vedno smo ljubljeni, vedno smo Hvala, hvala, hvala.